Pozdravljeni, v veliko čast in zadovoljstvo mi je, da lahko v podcastu pozdravimo enega najbolj vročih mladih nogometašev na svetu. To je Benjamin Šeško, slovenski samozavestni rdeči bik, ki smo ga ujeli v Leipzigu. Pozdravljeni, Beni. Pozdravljen. Benjamin, počaščeni smo, da si v naši družbi gost Sportalovega podcasta Spodcast, v katerem bi se lahko pogovorili o marsikateri temi. Mislim, da jih je v tvoji karieri že veliko bleščečih, uspešnih. Benjamin, predstavljate svetov zgled vsem mladim nogometašem v Sloveniji, ki posedujejo talent, ki bi radi posnemali vašo nogometno pot, kako iti po vaših stopinjah. Marsikaj bi lahko o tem povedali koristnega, pa me zanima, se čutite v vlogi znanilca lepše prihodnosti slovenskega nogometa? Ja, v bistvu bi rekel, da ja, sploh pa to zato, ker se ko sva zdaj, ker si rekel za to, za mlade. Jaz sem na primer zelo vesel, da sem lahko jaz ta oseba, da sem mladim vzor, tako rečeno, ker tudi meni so bili drugi včasih in da sem lahko jaz prišel do tega nekega nivoja, da dejansko sem lahko jaz s njim. In jaz velikrat pravim tudi, ne vem, če sem s kakšnim prijateljem, pa tako, pa če mi slučajno kjer sreča, kdaj, ko sem v Sloveniji, da bi mu lahko razlagal 2 ure skupaj, kaj ne naredi ona. In tako nares, ko posebnega se, vsaj jaz osebno počutim, tako da sem lahko nekomu vzor na splošno. Po tekmi vas je lepo gledati, kako se družite z najmlajšimi simpatizerji, navijači, ko vas obkrožijo mladi ljubitelji nogometa in poskušajo z vami narediti spominsko fotografijo, dobiti vaš podpis. Takrat praktično nobenemu ne rečete ne. Ja, seveda. Probam čim več podpisov, kakor se le da. Seveda na koncu so iz moje države v bistvu in dal bom za njih čas, kakor se bo le dalo. Zato ker vem, da so, koliko jaz vesel, oni veseli, sploh če dobijo kaj tega. In na koncu so tudi šli gledati tekmo, so nas spodbujali, tako da zmer z veseljem. Po tisti sladki zmagi nad Kazahstanom ste na zmagovalnem odru izvedli pravo plesno akrobacijo. Bili ste zelo razposajeni, bil je napev Šeško's on fire in vaši plesni koraki so obnoreli množico. Je bilo to spontano? Ne, te neke plesne korake imam nekako osebno, ter ni me sram tako plesati pred množico ali pa tako nasplošno, to imam nekako oseb. Je res tudi, da je bilo kanček alkohola tudi v meni, tudi spremenil vse skupaj, ampak drugače pa mi pa tudi nasplošno ni tako težko narediti kaj za ljudi, pokazati jim, da ono se res čisto sproščen ob njih in tako, ker to se mi zdi, da to za njih je tako neka dobra stvar, ne. Slovenski navijači so vas vzeli za svojega, vi pa tudi njih, kako bi drugače rekli. Vaše sporočilo njim na odru je bilo: ljudstvo moje, ljudi moji. Je bilo to spontano? Ne, to je bilo spontano. Kar je prišlo v glavo, je prišlo tudi ven iz mojih ust, tako da sem povedal, kar sem mislil in lahko bi razlagal še zelo dolgo takrat, pa bolj, da sem nehal. Slovenija končno doživlja nogometno reprezentančno euforijo, ki jo je pogrešala tako dolgo časa in sanjala v teh trenutkih, zdaj pa so tukaj. Ja, zelo sem vesel, da smo prišli do tega, da lahko to rečemo, da je spet uživel nogomet, da ljudje spremljajo, da ko mi čakajo prihajajoče tekme, ali je to prijateljsko, ali je to dejansko na evropskem. In jaz bom samo rekel, ne traja. Samo to bom rekel. Prihodnje leto vas čakajo nastopi na Evropskem prvenstvu v Nemčiji in to na štadionih, ki jih odlično poznate in jih spoznavate v nemški Bundesligi. Katere tekme se najbolj veselite? Seveda vseh 3, ampak če govorimo zdaj kot sama država, seveda Anglija, bo zelo težko, seveda, ampak na splošno igra po takim igralcem spet nek nov izziv, neka nova izkušnja in bo kar zanimivo, iskreno. Z Dansko se poznate zelo dobro, bili ste tekmeci v zadnjih kvalifikacijah. Je morda prva tekma, ko se še tekmeci malce utipavajo, ne vedo, kako bo točno šlo, priložnost dodatna za Slovenijo, da lahko pokvarite načrte Skandinavcem? Ja, seveda, mislim, mi lahko zelo presenetimo, to sem že povedal, in sam pač moramo biti pravi in vedeti, kaj želimo, kaj hočemo in mislim, da lahko vse 3 tekme odigramo na top nivoju. Ob koncu tekme s Kazahstanom niste skrivali solze sreče.
Kako bo šele? Boste lahko brzdali čustva, ko boste stopili na igrišča na Euro 2024, pogledali tribune, tam pa bo z vami Zdravljico prepevalo več kot 10.000 slovenskih navijačev? Po mojem, enako, sploh med tem, ko sediš v tisti vrsti, poješ himno, vidiš zelo veliko ljudi tam. Ampak to je spet te emocije, ko so ti da zagon, da ti dodatno moč in to je sam velik plus. Največ slovenskih navijačev pričakujemo na tekmi v Münchnu, je tudi največji štadion. Pričakujemo zelo vročo tekmo. Navsezadnje srbski selektor Dragan Stojković je tekmo napovedal kot zelo zanimiv balkanski derbi. Ja, dobro je to zato, ker je res blizu Slovenije. Največji bo tudi jaz, moje mnenje, da bo največ tam. Ampak se mi zdi, da bo tako nasplošno dobra tekma, zaradi samega vzdušja na igrišču, tako cel nek princip bo potekal na top nivoju, tako da res, kako sem rekel, veselim se že tega. Je blizu, ampak je daleč, tako rečeno. Že pri 20 letih ste postali paradni konj slovenskega napada. To tudi dokazujejo številke, ste nanazadnje najboljši strelec bili v zadnjih kvalifikacijah. Čutite zaradi tega dodaten pritisk in kako se počutite v tej vlogi? To za mene ni pritisk. Jaz sem z veseljem lahko na tem, bi rekel, na tej stopnički, da dejansko, kakor temu rečeno, da je nek pritisk, to je za mene samo nek zagon, pa da lahko v bistvu pomagam celotni reprezentanci do najboljših rezultatov. Kako ste se počutili prvič, ko ste prišli v člansko reprezentanco? Kako so vas sprejeli starejši soigralci na čelu s kapetanom Janom Oblakom? Ja, prvo sem si tako mogel pokazati, da biš nek ta respekt, spoštovanje od igralcev. To je protokol, vse posod. Ampak čez čas je pa zdaj bolj noter v to neko družbo hodil. Bolj sem kadarkoli večkrat kaj rekel, tako da vsaka stvar rabi čas, ne, in tudi to je rabilo, ampak zdaj je pa tako mora biti. V reprezentanci pogosto izpostavljate to neverjetno kemijo, vzdušje, ki vas povezuje. Je to ta skrivnost, ki je Kovačeto popeljala do velikega uspeha? Mislim, da je bilo to zelo neko trdo delo, druženje med nami nasplošno. Vsaka reprezentanca nas je združila za določenih procentov na gor, tako da to se bo še kar gradilo, smo zelo mladi in glede sam še na boljše. V klubskem nogometnem svetu že dolgo nosite dres, na katerem je upodobljen rdeči bik. Je to žival, ki tudi predstavlja svojo močjo nekako tudi vas na igrišču? Ste tudi vi takšni kot nogometaš? Ja, seveda, ima nek poseben pomen, ne, seveda. Jaz sem v tem že kar nekaj časa, tako da že nasplošno naš stil igre, kakor dejansko predstavlja ta logo, tako da moraš biti skozi tak nivo, kakor je ta logo, drugače ne moraš funkcionirati. Ko smo se o vas v Leipzigu pogovarjali s Kevinom Kamplom, je poudaril večkrat, kako ste zelo dober nogometaš, ampak tudi pohvalil z besedami, češ, da imate šut kot konj, seveda v dobrem smislu. Poudaril, kako imate dobro levo nogo, kot desno nogo, kot mitraljez. Ja. Veliko na treningu to, kar reče. Mene je dobro z njim, ko Slovenec govori, zato ker včasih pozabi besede in pa začnem smejati. A pa če reče kako tako res domačo besedo, ko ne ve pravilno. In tako. On je res faca in mi je fajn, da sem kle z njim. No. Po svoje škoda, ne? Ker ne bo več igral za Slovenijo, ampak odločil se je tako, kakor se je. Ja, mislim, to je njegova odločitev oziroma karkoli je bilo. Da je pa do tega prišlo, da ne igra več, ampak funkcioniramo tako tudi zdaj, tako da je to v redu. Rdeči biki vas spremljajo že kar nekaj let, najprej v Salzburgu, zdaj še v Leipzigu. Ste pa odšli v tujino zelo mladi, bili ste najstnik in zapustili Slovenijo. Kako je bilo, ko ste srečali z zelo zahtevnim izzivom, sodeč po vaših uspehih, ste ga prebrodili zelo kakovostno, zelo boljše kot marsikateri izmed rojakov? Ja, v bistvu bilo je kar težko, zato ker nisem poznal jezika, ne angleško, ne nemško takrat. Bil sem skozi zapiral sobo, da sem v bistvu, čakal sem, da je konc treninga, ampak skozi čas je to v bistvu, sem se bolj sprostil, bolj sem se začel družiti in tako. Tudi na igrišču sem čedalje več
bolj pokazal, kaj lahko naredim. In, je bilo težko, ampak če sem se zmeraj reči, če sem to šel skozi, bom šel marsikaj skozi v življenju še. Odkar se dokazujete v tujini, vam marsikdaj ni bilo poslano z rožicami. Morali ste si dodatno izboriti tisti položaj v začetni enajsterici. Tako je bilo v Salzburgu, tako je tudi zdaj v Leipzigu, kjer je res zelo, zelo močna konkurenca na vašem igralnem položaju. Vas ta boj, to dokazovanje po svoje tudi krepi, da ste še bolj lačni dokazovanja, motivacije? Ja, seveda. Moram za vse garati, da pridem, da se vse pol povrne. Ampak ja, točno tako, to me bo jačalo in to bom zmeraj nesel pol sabo skozi izkušnje in skozi leta. Leipzig predstavlja vrhunec vaše klubske kariere, seveda so pa še klubi, ki spadajo v samo evropsko klubsko smetano in ponavadi pred prestopnimi roki se tudi vaše ime povezuje z njimi. Kako spremljate zdaj, ko so govorice o londonskem Arsenalu? Ja, seveda, treba je prvo se pokazati tukaj na tem nivoju, da lahko na tem nivoju sem najboljši, oziroma med najboljšimi, potem lahko v bistvu se za naprej pogovarjamo, kaj lahko grem naprej in kaj da bom. Nekateri klubi radi pri igralcih zaigrajo tudi na čustveno struno. Je v vašem srcu kakšno posebno mesto za kateri klub, ki ste ga občudovali že od majhnega in katerega dres bi radi nosili? Tako da sem res nek ta favorit klub nisem, ampak če bi pa dali želel, ki se kaj igra, da pa za Real Madrid igral rad z veseljem in probam tukaj delati, da bom prav pridel tja, seveda to so velike besede, ampak jaz se bom trudil maksimalno, kako se le da, pa da vidimo, kam me bo pripeljalo. Ne? Ja, že veliko venikov ste porušili in v tem primeru bi postali prvi slovenski nogometaš, ki bi oblekel dres madridskega Reala. Ja, da pa Slovenc bi igral za Real Madrid, bi bilo pa zelo, zelo velika stvar. Ampak po svoje, pri Realu pa vemo, Luka Dončić, kaj je naredil za kraljevski klub, kar se košarke tiče, tako da Slovenijo že zelo dobro poznajo. Ja, to je itak, mislim, noro bilo nasplošno, da bi se to zgodilo, ampak ja, to zdaj govorimo res na najvišjem nivoju, ampak pustimo se presenetiti, koliko pa govorijo. Ne? Zdaj ste že lepo finančno situirani, vaša športno-nogometna zgodba spominja na pravljico, vemo pa, kako je v športu vsaka uspešna zgodba, žal zahteva tudi svoj davek, ko ste prebrodili kar nekaj ovir, preglavic in dostikrat ste že spregovorili o javnosti, kako je imela vaša družina na vaši nogometni poti finančne težave, s čim vse ste se borili. Se kdaj še spomnite teh stresnih trenutkov, ko zagotovo ni bilo najlažje? Vsak dan, velikokrat se spomnim, kako je bilo. Če da pride do kakšne take teme, se zmeraj spomnim, tega se ne pozabi, zato ker pač ni bilo lahko. In se mi zdi, da kot otrok, oziroma saj jaz, tega ne pozabiš nikoli. In da lahko zdaj to malo drugače se delaš, oziroma pomagaš, je zelo lepa stvar. Zdaj čutite eno obvezo, da staršem olepšate življenje in sorodnikom s kapitalom, ki ste si ga zaslužili? Seveda, ja. Ni stvari, ko ne bi dal za družino. Tako da zadnjo stvar na svetu bi dal za njih. No, tista zgodba je resnično srce parajoča, ko ste kolebali med nogometno žogo ali položnicami, če se ne motim. Ja, je tako bilo, ja. Ampak naprimer, med kopačkim oziroma ena položnica mora biti plačana manj več, kakorkoli. Ampak ja, vse se je na koncu povrnilo, vse dobi neko svojo pozitivno, svetlo plat in hvala Bogu, da je tako. Ste že v mlajših letih slutili, kako lepo kariero boste naredili, kakšna leta so pred vami? Ste že takrat želeli nekaj posebnega, verjeli v ta uspeh, čutili posebno energijo? Ne bi govorili glede neke posebne energije, pa tako, ampak želja po uspehu v nogometu. To je v meni, to mi žari vsak dan in to je eden izmed razlogov, zakaj v bistvu sem, ker sem. Slovenski nogometni navijači že nestrpno odštevajo dneve do začetka Eura, to bo nedvomno veliki vrhunec prihodnjega leta. Vas pa kot nogometaša do takrat čakajo še številni izzivi, predvsem s klubom.
vas bo to kaj zmotilo pri tem odštevanju, ko se začenja turnir vašega življenja? Ne bo nič motilo. Čim več tekem, tem boljš. Rad igram, kot sem rekel, vse je logično, ampak ko mi čakam in ligo in v bistvu evropsko prvenstvo, Champions League, vse, tako da zelo velikih tekem bom, ne, tako da bo super. Je kakšna tekma, ki bi jo radi izpostavili, da predstavlja, ne vem, češnjo na torti vaše kariere? Ne, ker si vsako tekmo predstavljam, kakor da najbolj pomembna, največja tekma na svetu, tako da nimam neke specifične. Se pravi, motivacija je za vsako tekmo na vrhuncu. Je to tudi trener Marko Rose po svoje iz vas naredil, ne? Ker hrepenite po minutah in potem je dokazovanje takšno, da ne smete si privoščiti napak. Seveda, tako je. Kar se tiče zadnje tekme, Young Boysi so padli v Leipzigu, zadeli ste prvič na domačem terenu še v Ligi prvakov. Kakšen je ta občutek? Super, itak, ko zadene za ta klub, pa ko imaš v bistvu ljudi oziroma navijače za sabo, ki so tako množični, je poseben občutek, tako enostavno se počutiš, kot da si svoj svet, no, v tistem trenutku, tako da je lepa stvar, no. Tudi z vašo novo barvo pričeske ste zdaj zadeli še v Ligi prvakov. Je kaj drugače? Pa. Zgledam drugače, to je drugače, ampak drugače je vse. Mogel sem to spremeniti malo zato, ker rabim kako spremembo včasih, tako da se za to odločil. A to je bil kakšen del stave ali kakšen dogovor? Ne, jaz sem si želel to dolg časa in sem mogel enostavno narediti. No, ste mladi pa nepredvidljivi, se pravi, v prihodnje je velja še kakšna sprememba taka. Niste še zadnji rekli. Ja, tako, evo, tako rečeno. Vidimo tudi tetovaže, so lepo posajene. To še ni zaključena zgodba? Ne, seveda, da ne. Ponavadi je ta zgodba, da če ko začneš s tatuji, ne moreš končati. Ampak ja, bo še trajalo nekaj časa tu, ker se treba osredotočiti na to, da moraš nekaj splanirati, potem moraš tam čakati določeno količino ur, greš skozi nek prag bolečine, sicer pri meni, v mojem primeru ne veliko, ampak vseeno. Tako da treba tudi timing najti prav. Velike kle stvari in bom še, ampak bo treba počakati, če imam. Je pa kakšno posebno mesto, ki še čaka na kakšen poseben tatu? A to bomo pa videli, ko bomo kaj v kariero dobili, ne? Aha, so tudi povezani z nogometnimi uspeški? Ja, seveda. Ne samo družinske in življenjske zadeve? Družinske pa tudi tako, ja, seveda, ampak glede kariere bo pa zihar še kaj bilo na meni. Je pa zanimivo ta okraj Slovenije, ne? Radeče so dokaj blizu Sevnice, zdaj veliko znanih Slovencev v tistih krajih v zadnjih letih, znanih tudi v tujini. In vi ste na vse zadnje, poleg Jana Oblaka, skoraj že najbolj priznani nogometni ambasador Slovenije v svetu. Ja, mislim, itak lepo je, da sploh naprimer ta kraj kot Radeče, ki so res, ki bi rekel, malo večja vas, da v bistvu ljudje vejo, s kje prihajam, tudi nek ime pol dobivaš svojemu kraju. Tako da se ljudje zaveda, kje so Radeče, ker veliko ljudi ne ve, kje so Radeče, ne, tako da je to lepo. So vam krajani, odkar dosegate te čudovite nogometne uspehe, že priredili kakšen sprejem v vašem kraju? Enkrat smo imeli v dvorani v Radečah, ja. In smo pa rekli par besed za zahvalo, da bo se neko priznanje, tako da lepo. Verjetno pa naslednje leto ne bo manjkalo navijačev iz Radeč na Euro. Ne, to pa, zato pa definitivno ne. Kako pa zagotoviti vstopnice vsem, vemo, loterija bo odločila, ker je toliko zanimanja. To še jaz sam ne vem, če lahko koliko kart lahko dobim, tako da to je kar zanimiva stvar, no. Videli. Upimo na najboljše, ne. Tako je. Münchenova arena dopušča malce več, pa verjetno. Bi lahko tamle malce več pustili. Benjamin, kar se tiče vaše kariere, stari ste komaj 20 let, pa že toliko ste dosegli. Lahko si samo predstavljamo navadni smrtniki, kaj bo šele potem, ko boste 32, 33, kakšen bo vaš CV. Imate že kakšne načrte, vemo, sanjate o Real Madridu, kaj vse bi lahko še dosegli?
Ne, hočem samo slediti v bistvu sedanjost, nočem preveč razmišljati o prihodnosti, ker sej so želje, ampak nekaj je pa v bistvu, da si pol v realnosti in greš iz koraka v korak, pa pol vidiš, kam to pripelje. Ne? No, tudi Kevin Campbell je včeraj nam povedal, da vam večkrat svetuje, da ste bolj potrpežljivi, da ne skušate vsega narediti čez noč, ampak počasi po korakih. Se tudi tega držite? Ja, seveda, mislim, včasih tudi grem iz tega malo obdobja, ampak je normalno, ko sem mlad, ampak drugače pa sledim to, kar moram. Ja. Bliža se konec leta. Kakšne so vaše božično-novoletne želje? Iskreno, glede želje, tako da to leto ne bom bil z družino, grem na dopust, ampak drugače samo da v bistvu da uživam jih, da se res dam na off in po božiču, po novem letu, da za novo začnem, tako rečeno, in to je to. Vas javna prepoznavnost kaj moti? Ne, iskreno ne. Ko hodite v Sloveniji po ulici, a se okrog vas nabira gneča? Ne, ni spet tako hudo. Slišiš, da je pa tako govorice, ja. Ampak to, če je bilo, ne vem, koliko ljudi bi bilo v redu. Hvala, Benjamin, za pogovor. Hvala vam. In veliko sreče v karieri. Hvala. Pa potrebno.